podjetništvo zabava ženske? Jaz mislim, da predvsem vsa druženja, ki smo jih imeli med sabo, se pravi vsi tisti trenutki, preden smo začeli, vmes med odmori, ko smo končali, to so bili neki trenutki, ki so pač meni bili res dragi. Pa v bistvu mogoče enkrat sem bila tle in potem sem imela prvo predavanje v podjetju za zaposlene in tisto moč sem v bistvu dobila, neko samozavest, podporo tukaj. Bila sem tle in s temi ženskami in potem sem šla tja in sem bila tako, ok, jaz lahko to naredim, ker sem tukaj. Ko sem prišla v program, sem imela 1 leto za sabo in sem bila še tako nekje na meji, a bom šla nazaj v korpo svet ali bom ostala podjetnica. Tako da pri meni se zdi, iz mojega vidika predvsem to, da sem res rekla, da pač to je to in da tukaj grem. Drugače pa verjetno je pač to neka taka tema, ki jo vsi rabimo, pa vsi se moramo z denarjem ukvarjati, tako da verjetno je tudi tle en tak pomemben aspekt. Oče je podjetnik, pa tudi brat je že v podjetniških vodah, ampak jaz, ko sem pustila službo, nisem v resnici razmišljala o tem, da bom šla na podjetniško pot. Pol sem pa pač kar nekako naravno je prišlo, da bi pa jaz to delala in potem je to pomenilo podjetništvo. Sem pa vseeno ekonomistka, kar pač je vseeno, dobiš nek del nekih znanj, tudi prej na to temo. Ja, po moje, da je to sigurno en tak aspekt. Jaz vedno rečem, da je ful pomemben to pri podjetnikih, da pač imajo pod nadzorom finance in verjetno je to en tak del, ki je lahko neka taka točka, ki te ustavlja, če se ne želiš s tem ukvarjati. Ker ko prideš enkrat na podjetniško pot, nimaš več izbire.